Inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci in sledilci Fine podcasta, kjer vas vsak teden razveseljujemo, dvigujemo in inspiriramo z zgodbami ljudi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes spet zajadramo v športne vode, kar mi je všeč, ker športnike je vedno težko dobiti, ponavadi nimajo časa, nekaj trenirajo, ampak tale moja gostja danes pa sploh je skozi na treningu in sem prav vesela, da se zdaj lahko pogovarjava. Ona sicer na drugi strani sveta, kmalu v Sloveniji, jaz pa seveda izpod Rožnika. Z mano je Rea Kolbl, večkratna prvakinja v najbolj ekstremnih možnih tekih in kombinacijah športov, nepremagljiva v Spartan Raceu svetovnem nazadnje. Zdaj prav tukaj z mano. Rea, pozdravljena. Živjo, hvala za povabilo. Pa me veseli, da se nam je uspelo uskladiti z vsemi temi časovnimi različnimi conami, pa treningi, pa vsem skupaj. Meni tudi, Rea, ti prihajaš v bistvu zdaj v Slovenijo, v soboto že Spartan Race v Kranjski Gori. Kako zelo se veseliš tega, mi povej, mislim, prav z vidika ne samo Spartan Race kot takega, ampak ker prihajaš dejansko v domačo deželo. Kaj tebi to pomeni? Ja, res se zelo veselim te tekme. Lansko leto je bila malo manjša verzija te tekme, pa je bil samo šprint, kar je 5 km dolga tekma. Tako da letos bo pa celotna trifecta, ki je sobota, nedelja tekme. In ja, se veselim, da lahko tako zares tekmujemo, pa da tudi dosti več ljudi pride letos, pa da pride malo na obisk domov, pa še mami pozdravim. Pa mamina kuhna, ne? Tako, tudi to. Sicer bomo verjetno malo več v gostilnah jedli, kaj je ponavadi gužva. Kaj pa ješ recimo po gostilnah? Ker jaz vem, takšni teki te najbolj izčrpajo in verjetno takrat telo hoče junk, ne, pico. Ali kaj se tebi recimo, kaj ješ ponavadi pri takih, ko si na takih tekmah pa na takem gibanju? Jem vse, čisto odvisno, kje sem. Če grem v kakšno tako državo, kjer še nisem bila, probam lokalno hrano. Ko pridem domov, karkoli pač je, pica je super, karkoli, testenine, res, nimam, vse jem. Dajmo mi dve iti zdaj malo, da sploh predstaviva tvojo življenjsko zgodbo na začetek. Ti si v bistvu se s športom srečala najprej preko gimnastike, pa me zanima v bistvu ti prvi momenti. Kaj te je sploh potegnilo v gimnastiko in ne vem, v karate ali pa v balet ali pa ne vem, zakaj gimnastika in kako to, da se te je tako močno primila v bistvu takrat, da si potem tudi bila v reprezentanci in vse? Ja, v bistvu me je mami vpisala na gimnastiko. Ko sem bila čisto majhna, sva živeli v Mariboru, pa sva dosti smučali. Pa mislim, da če bi v Mariboru ostala, da bi mogoče smučanje trenirala, ampak potem sva se preselili v Ljubljano, pa sem neki šport sem hotela početi, pa me je vpisala v balet in gimnastiko. Pa sem šla na en baletni trening, pa na en gimnastični trening, pa sem se pa odločila, da bi jaz skozi gimnastiko počela. Mislim, da sem že od malega rada okoli skakala, pa po trampolinih, pa stoje delala, pa televizijo na glavi gledala. Tako da mi je bilo na kožo pisano že od malega. Pa mi je bilo tudi zelo fajn. Pa mislim, da mi je pač nekako imam tak v karakterju, da se tisto, kar počnem, se precej zagrizem, tako da potem je gimnastika postala moj svet dolgih 11 let. Ampak, če tako pogledamo, gimnastika je že na nek način, tako kot si rekla, so že neki izzivi, je že neko različno gibanje, tudi različne vrste v bistvu v enem športu združene. Se pravi, to bilo tisto, kar te je najbolj držalo, ali je še kaj drugega, ne vem, kar je, veš, da si vztrajala, ne vem, kaj je bilo tisto, kar te je toliko povezalo z gimnastiko? V bistvu ne vem čisto še, kaj je bilo. Sigurno je to, da je vedno nekaj, kar lahko izboljšaš, nikoli nisi v perfekciji. Pa veliko časa vzame in to mi je bilo tudi všeč, da smo bili lahko telovadnici ogromno časa na dan, nikoli mi ni bilo dolg čas. To nekako še zdaj mi uspe cel čas vsak dan porabiti. Pa ja, sigurno so pa tudi izzivi. Dostikrat padeš, pa se moraš pobrati, pa iti naprej. Literarno in figurativno. Ampak to tebe veseli, imam občutek, da to je tisto, kar te tudi žene, da je skozi malo tako vse skupaj v enem izzivu.
Ja, rada iščem področja, v katerih se lahko izboljšam. In teh je bilo v gimnastiki ogromno, non-stop. Ampak kaj se pa je pol zgodilo v bistvu? Potem se pa v enem trenutku zgodi ta moment, ko se gimnastika pravzaprav zaključi za tebe. Ja, v bistvu zadnje leto je bilo kar težko. No. Sem nekako hotela še naprej silila s treningom. Enkrat sem padla precej na preskoku, ker se mi je potem nekako sem se zavedla, da lahko v gimnastiki precej padeš in potem je to nekako me lovilo kar celo leto. Ne vem čistočno, kako se reče po slovensko, ampak na prejšnjih olimpijskih igrah se je nekaj podobnega zgodilo Simone Biles in rekli so twisties, ne vem, kako se prevede v slovenščino, ampak nekako zgubiš orientacijo v zraku. In ko sem bila v zraku, nisem čisto vedela, kje je gred, kje so tla. In sem dostikrat padla v zadnjem letu in potem je postalo tako težko, da sem na treningih več prejokala kot pretelovadila. In sem se potem v drugem letniku srednje šole nekako s trenerjem smo se odločili, da je mogoče v življenju še nekaj več kot telovadnica, s kateri sem non-stop padala. In sem se potem odločila, da grem naprej in poiščem nekaj drugega. Ampak takoj nekaj drugega ni prišlo, ne? V bistvu je prišlo eno obdobje, ko te v bistvu odrasli usmerijo, ne, tako kot si rekla, pač trener je rekel, mogoče pač to ni vse, okej, in potem si vržem nek svet, okej, kaj pa je, ne? Kaj se je dogajalo v tistem obdobju? Ja, nekako naslednje 2 leta sem nekako otroštvo poskusila v 2 leti skupaj dati, pa še hkrati pa še tudi puberteta pa se ostalo in sem nisem najbolj tista, na katero sem najbolj ponosna 2 leta, ampak sem se mogla sem se najti. Tako da sem se potem vrgla v akademske vode, ker športom se nekako takrat nisem želela ukvarjati, pa, ker sem vse sladkarije otroštva sem v 2 letih pojedla. Se tudi moje telo nekako ni želelo športom ukvarjati tiste 2 leti. Sem se pa potem, zelo sem se v študij vrgla, pa odločila sem se, da bi šla študirati v Ameriko. Verjetno tudi na nek način, da grem daleč stran od gimnastike, ker je bilo vseeno nekaj, kar sem imela zelo, zelo rada in je bilo težko tako na hitro nehati in najti nekaj drugega. Ko sem šla pa v Ameriko, sem pa nekako začela vse skupaj na novo in noben ni vedel, da sem bila jaz gimnastičarka celo leto in je bilo malo lažje, celo življenje in je bilo malo lažje zaradi tega. In potem sem pač nekako v akademiji sem iskala nekaj, kar bi vzelo toliko časa kot je gimnastika, tako da sem se odločila študirati fiziko in astrofiziko, kar je vzelo toliko pa še malo več časa kot gimnastika. Ampak sem potem nekako čez leta prišla spet nazaj v šport. Ampak tale, v bistvu ta tvoja odločitev, da greš v Ameriko, to je bila zelo, če sem jaz prav razumela, iz zapisov tudi zelo tvoja notranja odločitev, se pravi, ti si bila kar precej pogumna, da si pri teh svojih letih se odločila iti tako daleč stran od svojega sveta in v bistvu tam postaviti to, torej, kar je mogoče trener v nekem trenutku rekel, morda je še kaj drugega. Ti si dejansko zasledovala ta drugi del, ne? In potem si rekla, ker Amerika pač in za tebe je nekako bila to obljubljena dežela, zadala si pač tak faks, ki ni najbolj enostaven, ampak hkrati pa si ga uskladila za tem, kar tvoj že cel čas hoče, ne? Hoče izzive, hoče nekaj kompleksnega, kar je treba razvozlati. Ja, vedno mi je bila v šoli všeč matematika, zato sem šla pač nekako v te znanstvene vede, ampak v bistvu nikoli nisem si vzela časa, da bi premislila, kaj si v življenju dolgoročno res želim. Nekako sem čas polnila z težkimi zadevami in izzivi. Verjetno, če bi se usedla sama s sabo, pa malo pomislila, kaj bi res rada dolgoročno, ne vem, če bi šla isto študirati, kot sem študirala, ampak je bilo pa sigurno, sem se naučila ogromno, ni nujno, da zdaj jih uporabljam vse te diplome, ki jih imam, ampak sem se pa naučila, kako študirati, kako se stvari učiti, kako se tudi sama stvari naučiti iz knjig, pa iz vseh teh, kar je na voljo, kar lahko sam najdeš in sigurno mi to zdaj v življenju ogromno pomaga. Tako da
Sigurno niso bila izgubljena leta. Sem vesela, da sem šla na pot, po kateri sem šla, ker mislim, da če bi bilo karkoli vmes drugače, ne bi prišla tu, kjer sem zdaj. Ja, tako vedno v bistvu je vse z nekim namenom, pa ti si tudi lahko zdaj sama kombi popraviš, s katerim se voziš. Tisti laboratoriji fizike pridejo prav, ko se ti solarne celice pokvarijo. Mislim, to je res fajn slišati in prav inspirativno že samo po sebi, sploh v tem svetu, naprimer, kjer mogoče ženske po eni strani sicer se zelo osvobajamo teh nekih klišejev, da ženska ne zmore brez moškega nič sama. Mogoče v nekih primerih gremo celo malo preveč v ekstrem, da me lahko vse same. Kako imaš pa ti kaj pogled na to? Ker ti si ženska, ki v bistvu zmoreš veliko več kot marsikateri moški. Zdaj na koncu, če dava čisto tak klišejski, ampak čisto resnični primer, si lahko tudi avto sama popraviš. A ti sploh rabiš moškega v življenju? Je lepše z nekom drugim v življenju. Nikoli, ko sem odraščala, ko sem bila mala v gimnastiki, je bilo pač ločeno punce, fantje, in nikoli ni bilo te primerjave, da kot punca nekaj ne morem ali pa da zmorem manj. In tudi mami nikoli ni rekla, da zaradi tega, ker sem punca, pa kaj ne smem ali pa kaj ne zmorem, je bilo vedno, vse je bilo okej. In nikoli nisem tega v bistvu nekako po notranjem pridobila. Tako da to v bistvu nikoli me ni oviralo, pa še tudi zdaj me ne, če si kaj želim, sploh ne pomislim, da bi moj spol v tem igral kakšen vzrok. Ampak je pa sigurno, je pa tega ogromno okoli mene in tudi poskušam, da s tem, ker vsakič, ko počnem kaj takega, ko naj ne bi bilo lik za punce ali pa naj punce ne bi bile tako dobre, bolj glasno povem, kaj sem naredila, ali zaradi tega, da me mogoče druge ženske slišijo. Vsekakor je pomembno, zaradi tega, ker na koncu pa vseeno te neke blokade so privzgojene ali pa so v glavi, kar ti res za svojimi dosežki in za vsem, kar počneš tudi javno, zelo razbijaš in rušiš pač ta prepričanja. Nek trenutek je potem prišel ob vsem tem študiranju oziroma učenju in laboratorijskem delu, ko si pa rekla, nič, grem jaz malo laufat. Tako, ja, v bistvu sem začela teči zaradi tega, ker sem rabila pauze med študijem. In sem na začetku 30 minut sem pretekla, pa me je že vse bolelo, pa nisem več hotela iti. In potem pa je nekako vedno več to postajalo. Potem sem šla na prvo tekmo, na trail tek, pa sem pogruntala, da mi v bistvu gre kar precej dobro. In je nekako čez leta je počasi raslo do tega, ko sem potem šla na prvi špartansko tekmo, in je nekako v bistvu povezalo gimnastiko z tekom, tako da mi je šlo precej dobro od začetka. Potem sem se pa malo več sem začela trenirati, malo bolj sem se temu več časa sem dala v trening in potem sem prišla nekako med tem, ko sem delala doktorat, da je v bistvu oboje je nekako enako denarja prineslo. Eno me je zelo srečevalo, drugo sem pa komaj čakala, da končam, da grem lahko spet teč. In potem sem se odločila, da pa tistem, ko sem končala magisterij, da se raje posvetim športu, pa poskusim, kam me to pripelje v življenju. Kar je sicer zelo proti nekim osnovnim družbenim normam, tako podobno kot pri umetnikih, se pravi, ko umetnik pusti šolo in reče, jaz bom pač ustvarjal raje in se starši primejo za glavo, ampak kako so pa recimo tvoji starši nasplošno že tvojo zgodbo sprejemali cel čas? Ja, mislim, da nekako je mama vedno videla, kaj me osrečuje in kaj me ne. Pa na nek način, ja, saj sem pustila doktorat, ampak sem pustila doktorat po tistem, ko sem že končala 2 dodiplomska študija, pa 1 magisterski. Tako da sem vedela, da tudi če se šport ne izide, grem lahko nazaj v akademske vode. Pa tudi, ko sem razmišljala, kakšne službe bi jaz lahko dobila z doktoratom, jaz tega res v življenju nisem hotela. Nisem hotela biti vodja laboratorija, pa celo življenje preživeti v raziskavah. Ker v bistvu se delo nikoli ne konča. Tisto, kar študiraš, se potem v bistvu nadaljuje kot služba celo življenje. In ugotovila sem, da ne želim tako preživeti življenja, tako da sem pač probala nekaj drugega. In ja, je imela podporo doma, karkoli bi se odločila. To je v bistvu res dober feeling, da kljub temu, da recimo se lotevaš nekih ekstremnih stvari ali pa nekaj, kar mogoče normalni smrtniki sploh ne moremo razumeti,
ali pa ne, zakaj bi to nekomu bilo ful cool, dobro, ampak je pomembno, da pol vseeno imaš ljudi okoli sebe, ki pa pač zaupajo v to, da je to. In ko tako te poslušam, se mi zdi, da se je pa zdaj vseeno pri tebi že ta moment, se bom sedla sama s sabo in ugotovila, kaj bi sploh rada, nekje vmes že zgodil. Ja, trenutno res sem zelo vesela, kjer sem v življenju. Kot profesionalna atletinja, ta del mene mi je zelo, zelo všeč, pa uživam v treningu, uživam v tekmovanju, uživam v potovanju po svetu na te različne tekme, na katere grem, je pa tudi precej nestabilno življenje, ker te sponzorje, ki imam, ki mi dajo plačo, vsako leto podpišem novo pogodbo, tako da vsako leto ne vem, če se bo pogodba podaljšala. Tudi zanašam se na ta denar, ki ga zaslužiš na tekmah, tako da vsakeč, če imaš dober dan, zaslužiš denar, če nimaš dobrega dneva, ne zaslužiš denar. In ko se je korona začela, sem tudi začela delati kot trenerka preko interneta, res zaradi tega, ker nisem vedela, če bom kot profesionalna atletinja sploh lahko še živela, in je ta del mene nekako zrastel v zadnjih 2 letih, tako da imam zdaj precej polno atletov tudi na tej strani mojega življenja, kar je tako nekako skupaj zelo dobro deluje, ker sama sebe treniram, potem pa imam tudi užitek od tega, ko treniram druge, pa jim pomagam doseči svoje, njihove, karkoli imajo zastavljene kot cilje, in je tisto nekako tako dosti bolj stabilno, pa tudi lahko se usedem vsake toliko časa, kar je tudi fajn. Ja, glej, ne, se je v bistvu na nek dolgi rok, koliko pa je recimo ti kot profesionalna športnica, oziroma ne koliko je, kakšen je ta feeling, da veš, da v bistvu tvoje telo vseeno ne bo forever pač v tej neki kondiciji za dosegati rezultate. Kako si se recimo kdaj prej ali pa se še vedno mogoče soočaš s tem, da je pač to vseeno nek tek na določeno razdaljo? Ja, mislim, da v bistvu da so meje dosti dlje stran, kot si veliko ljudi predstavlja, zaradi tega, ker zdaj, ko sem stara 30 let, pa sem še precej hitra, lahko tekmujem v teh krajših tekmah, pa mi gre to zelo dobro, pa zelo mi je všeč. Ko si pa starejši, pa imaš več kondicije, pa greš lahko na daljše tekme, ne tečeš več tako hitro, pretečeš 1 kilometra, ampak so pa drugi izzivi, tem bolj ekspedicije, adventure races, ki so 7 dni dolga tekmovanja, ko pa res nimajo ljudje, ki so 50-60, še zelo uspešno v teh športih tekmujejo. In zaradi tega, ker mi je ogromno različnih športov všeč, pa mi grejo tudi precej dolgo, se mi zdi, da je moja kariera lahko zelo dolga. Če skrbim zase, pa za svoje telo, pa počivam, ko je treba počivati, pa dovolj jem, zato da pač bom zmogla še leta in leta v športu ostati. Ampak ta delček konkretno, ki si zdaj glih omenila, si pa tudi v bistvu v enem trenutku razkrila svetu, da pač vrhunski športniki dostikrat, sploh tisti, ki zmagujejo in so uspešni, avtomatično v naših očeh delujejo zdravo, ne? Ampak dostikrat ni tako, ne? Dostikrat v bistvu greš preko svojega telesa oziroma nisi v skladu z tem, kaj bi telo rado, ne? Kako je bilo pri tebi to, ker je bila pač en moment tega nekega priznanja, da pa ni čist vse tako, kot si telo zasluži? Večina mojega življenja ni bilo tako. Mislim, da se je vse skupaj začelo v gimnastiki, ko sem bila že zelo mala, ker sem vedno hotela biti bolj suha, pa lažja, da bi pač, ko padeš, manj boli, če manj mase dol preleti na parter. Pa je tudi nekakšna gimnastika, je precej estetski šport, pa ne vem, če so se zdaj že, verjetno so se stvari spremenile, ampak ko sem bila jaz v gimnastiki, bolj ko si bil suk, bolje je bilo. In ni bilo niti neke pritiska zunanjega, bolj je bilo vse notranje, da sem hotela vedno bolj v ekstreme in nekako zgubiš, kje je ta črta med ekstremom pa med tvojo najboljšo performance. In potem, ko sem gimnastiko nehala, sem šla nekako v drugi ekstrem, ampak ko sem začela teči nazaj, pa vedno, ko sem bila hitrejša, sem nekako spet šla v to, ko sem poznala, da manj ko je jest, če ne jem nič sladkarij, bom samo maščobo zgubila, pa potem bom bolj hitra. In je delovalo par let, ampak vse to, čim greš pač, če ne ješ dovolj, pa če ne ješ vsega,
prvič mentalno ni najbolj zdravo, nisem imela socialnega življenja več, izgubila sem dosti prijateljev, ker nisem hotela iti na večerje, nisem hotela iti na pijačo, pa tudi preveč je pritiska, pa tudi ni zdravo. No? In po parih letih nisem hotela več tekmovati. In mislim, da je bilo pač moje telo je nekako imelo zadost in je motivacija tudi se izgubila. In to je bilo takrat, tudi ko se je korona začela in mi na srečo ni bilo treba tekmovati. In sem uporabila ta čas, da sem pogruntala, kaj si res v življenju želim. Zaradi tega, ker kolikor se zgleda profesionalni športnik, idealen poklic, je ogromno tudi dela. In tudi pač zaslužek je bolj vprašljiv večino časa, tako da res, če to počneš, moraš to početi, ker ti je to zelo, zelo fajn. In takrat nisem več se tako počutila in sem razmišljala, kaj drugega bi lahko zdaj v življenju počela, ampak potem je bila ta pauza zaradi korone nekako super, da sem lahko šla na bolj zdrava pota, pa se soočila s tem mojim prehranskimi motnjami in ko sem začela spet jesti normalno, pa sem pridobila nazaj zdravo maščobo, sem postala hitrejša, tek ni več bolel, pa je tudi motivacija pa ljubezen do športa se precej hitro vrnila. Ampak ni to zanimivo, ne? Da v bistvu tako, ker si prav lepo povedala, dokler se nisem soočila, ne? Ti si v bistvu že bila toliko daleč, tako si rekla, motivacijsko, čustveno in telesno, da se ti je zdelo, da pač ni več za tebe, da tek več ni za tebe, da bi mogoče kaj drugega, ker ni več toliko fajn. Ampak v resnici je šlo res samo zato, da se soočiš s tem, da nekaj moraš pač spremeniti pri prehranjevanju. Veš kaj mislim, tako po eni strani toliko banalna stvar, ampak te lahko toliko zavede. Če ne bi bilo recimo te korone, ko si rekla, ne, si že razmišljala, da bi se preusmerila. K sreči je prišla ta korona in si se soočila in si dala in si naredila pauzo, ker to, kar hočem zapovedati, je, da včasih samo rabimo pauzo, se ustaviti in razmisliti, kaj se pa dogaja v mojem lifeu ravnokar. Zakaj? In te pauze si v bistvu precej težko vzeti. Ja. Še posebej, če tako tekmuješ celo sezono, moja sezona je bila od februarja do decembra, in ni bilo časa za pauzo, razen če sem jaz rekla, ne grem na to tekmo. In ko si tako 100% v športu, je to precej težko narediti. Še posebej, ker nekako od zunaj se ne vidi te prehranci. Jaz sem imela bulimijo, tako da noben ni vedel. Samo zgledalo, da sem jaz zelo dobra v tem športu in da grem na vsako tekmo in na vsake tekmi zmagam. In je zelo težko reči, ne grem tekmovati. Kaj bi pa ti recimo rekla, zdaj tudi, ko si v bistvu trenerka, pa mogoče opažaš kakšne stiske recimo pri svojih pač varovancih, na kak način je najbolj smiselno podpreti potem mladega človeka, ker se vemo, kak so mladi, pa verjetno vemo, da si ti bila ista najbrž, ne, saj pač karkoli bi ti rekli, ti si, ne. Mislim, da je zelo težko direktno z ljudmi govoriti o tem. Če bi kdo meni rekel, da ne jem zdravo, da to ni dobro zame dolgoročno, bi verjetno rekla, zmagujem, čisto vse je fajn. Ne bi poslušala, dokler se nisem sama odločila, da je treba nekaj spremeniti. In kar je meni res pomagalo, je za tisti športniki, ki so meni vzor, so o tem začeli govoriti. In sem videla, da so po tekmi, po tistem, ko so se oni soočili s svojimi problemi, so tekmo zmagali, pa so potem po tekmi pojedli piškot. In sem bila jaz bolj sem si želela tisti piškot, kot pa njihove zmage. Ampak sem videla, da so se s tem soočili, pa da so zdaj bolj uspešni, pa bolj srečni, pa še piškot lahko pojejo. In na tak način nekako sem se potem tudi sama odločila, da ne morem več v življenju tako naprej. Tako da bolj v bistvu gledati tisti, katerim so ti vzor, ko o tem govorijo, pa ko se o tem govori, pa ko vidiš, da so ljudje uspešni in hkrati tudi zdravi in srečni, to se mi zdi, da je to, kar res spremeni lahko za ljudi. Ja, se strinjam. Vzor najbolj sploh otrokom, recimo tudi pač v starševstvu, je najboljše, kar lahko narediš za otroka, je to, da si mu dober vzor, ne? Da mu pokažeš, kak je najboljše. Ne? Ja. Kaj bi ti skozi svoje življenje do zdaj, kaj je bila tebi, mislim, nekak največja lekcija življenjska? Kaj je tisto zdaj, kar veš, da je najpomembnejše? Verjetno, ko sem končala z gimnastiko, ker gimnastika je bila res moj cel svet.
Nič drugega me ni tako veselilo kot ure v telovadnici. Nisem imela življenje izven telovadnice, za katero bi mi bilo res tako full fine. In sem nekako vse to izgubila v bistvu čez noč in sem mogla najti nekaj novega, kar me je veselilo, pa v čem sem bila tako srečna, kot sem bila v gimnastiki. In vse je bilo zelo, zelo težko. 2-4 leta je bilo v bistvu precej težko, ampak sem se našla in nekako zdaj vem, da tudi, če se spet kaj zgodi, pa moram vse začeti znova, pa življenje na novo zgraditi. Nekako vem, da se bo vedno vse dobro išlo in mogoče tudi zaradi tega sem lažje šla v Ameriko, pa sem lažje končala, se odločila, da ne bom končala doktorata, pa šla v šport. Zaradi tega, ker se mi je to enkrat že zgodilo, pa je bilo potem vse v redu. Tako, dragi poslušalci, evo, z rejnim posvetilom tako rekoč vse bo v redu, tudi če morate začeti vse od znova, tudi če se vam je zrušilo vse, kar ste gradili do današnjega dne in tudi če bo treba od znova iti že 6. v življenju, pač vse je z nekim namenom in jaz mislim, da je Rea res, res velik navdih. Z vsemi svojimi dosežki pridite v Kranjsko Goro na Špartan pogledati njene mišice, njeno vztrajnost in njen smeh, ko vse to počne, njeno srečo. Rea, hvala ti za tvoj čas, srečen let Slovenijo in upam, da se vidimo. Hvala, ja, upam, da čim več poslušalcev vidim tudi v Kranjski Gori. Čau! Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.